Za oskrbo je doslej plačeval 1400 evrov mesečno. Ali to, da nahrim skozi spokojnino. Zdaj boš pa šel. Tako dodaja njegov sin, s katerim sta sredi decembra podpisala osebni načrt za dolgotrajno oskrbo. Po novem bo znesek na očetovi položnici za skoraj 500 evrov nižji. On ne bo nič izgubil, ker ni imel nobenega drugega dodatka recimo za pomoč in postrežbo. V Ajdovskem domu bdijo nad 149 starostniki, 17 od njih se ni vključilo v sistem dolgotrajne oskrbe. Predvidevam pa, da gre tukaj za seveda neko izračune, finančne, predvsem koliko se jim splača, koliko ne, ker velika večina teh je socialno ogroženih in jim doplačuje v bistvu bivanje in storitve pri nas občina. Domovom se spreminja predvsem finančni tok. Država naj bi jim tako zneske za decembrsko dolgotrajno oskrbo nakazala do 9. februarja. Še vedno pa ni znano, kako hitro bo centrom za socialno delo uspelo izdajati odločbe. Prioriteta bo seveda sprejemanje stanovalcev po dolgotrajni oskrbi, okolikor pa ne, zato da ne bomo imeli praznih postelj, bomo pa sprejemali še vedno po starem zakonu. CSD-ji jim bodo ravno tako morali ažurno potrjevati dodatno oskrbo stanovalcev vezano na poslabšanje njihovega zdravstvenega stanja in z njo povečanih stroškov.